Jeziku. Spoštovani predsednik vlade, gospod Janez Janša, spoštovani predsednik državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, dragi slovenski prijatelji, dragi Ukrajinci, draga ukrajinska skupnost. Zgodaj zjutraj 24. februarja so ruske čete po seriji zračnih in raketnih napadov prestopile ukrajinske meje z ozemlja Rusije, Belorusije in okupiranih delov ukrajinskega Donbasa in Krima. Velika militarizirana sila, ki išče geopolitično veličino, je sprožila polno vojaško ofenzivo proti manjši sosedi, katere cilj je vpad v državo. 7 dni se v samem srcu Evrope nadaljuje vojna polnega obsega, ki jo je začela Rusija proti Ukrajini. Rusija uporablja ves svoj potencial za napad na Ukrajino. Balistične rakete, letalstvo, tanke in topništvo. Glavno mesto Ukrajine, Kijev, ostaja ena od glavnih tarč. To je najbolj grozljiv čas za Kijev od leta 1941, ko ga je napadla nacistična Nemčija. Rusi obstreljujejo stanovanjska naselja, vrtce, bolnišnice. Ruska vojska je streljala na reševalce. Včeraj so izstrelili 2 raketi na središče drugega največjega mesta Ukrajine, Harkov. Do danes je bilo od začetka ruske invazije ubitih več kot 2000 ukrajinskih civilistov. Usoda Evrope se zdaj odloča v Ukrajini. Ukrajina je aktivirala svojo pravico do samoobrambe. Borili se bomo in branili svojo zemljo. Ruske čete nosijo velike izgube. Enotam teritorialne obrambe se je že pridružilo več 10 000 ukrajinskih državljanov. Naše oborožene sile, naši ljudje izkazujejo junaštvo brez primere. Želijo pa zaščititi svojo domovino, svoje domove. Toda to, kar se dogaja v Ukrajini, je vojaški zločin. To je genocid nad ukrajinskim narodom. Tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča Karim Khan je začel preiskavo o razmerah v Ukrajini. Mednarodno kazensko sodišče jih čaka. Računamo na ustrezen odziv mednarodne skupnosti. Hvaležni smo našim partnerjem, ki so nam nudili in nudijo dodatno podporo. Rad bi izrazil iskreno hvaležnost Slovenije, gospodu predsedniku, vladi Slovenije, osebno vam, gospod predsednik vlade, za takojšen odziv in izkazano podporo. Izjemno sem hvaležen ukrajinski skupnosti tukaj v Sloveniji za vašo odločnost, vašo podporo in pomoč. Z vašo pomočjo bomo razkrili resnico o ruski vojni v Evropi. Ne dvomim, da bomo zmagali. Najlepša hvala, dragi slovenski prijatelji.